Spoštovani gledalci, danes z nami v sredini še eden od županov zasavskih in sicer smo tokrat povabili v goste hrastniškega župana Marka Fonkla. Prijeten pozdrav. Lep pozdrav. Kako ste kaj v tem predprazničnem času? Ja, december je sigurno praznični, ogromno priložnosti za srečevanje z občani, za pregled tega, kaj je bilo opravljeno v preteklem letu, tako na občini kot tudi seveda na ravni države, tisto, kar se tiče občine. In jaz mislim, da je predvsem to priložnost za to tudi, da se srečamo z ljudmi, za katere mogoče čez leto nimamo toliko časa, kot bi si ga želeli. Se bova še vrnila k temu, kako praznujete doma. Predvsem pa me zanima pregled leta 2019. Kaj se je naredilo, sploh te stvari, ki so ljudem bolj vidne, bolj očitne in kakšni so plani? Pa mogoče najprej 2019 pregledava. Jaz bi za začetek rekel, da smo ob zaključku leta 2019 precej bolj mirni kot ob začetku leta. Vendarle je to leto bilo prehodno na nek način tako za mene, kot tudi za občino in občinsko upravo. Ko pride nek nov veter na mesto, kot je mesto župana, je sigurno veliko novosti pričakovati v samem delovanju. Zdaj, večkrat sem že rekel, da je občina kot nekakšna lokomotiva, kar nekaj časa rabi, da se zažene v takšno stanje, kot je optimalno potrebno. In jaz mislim, da smo po tem enem letu že marsikatero stvar zelo pozitivno zagnali, da se spremembe že vidijo tudi v okolju, da tudi, ko se srečujemo s krajani, v zadnjih 2 mesecih, 3 smo zagnali vse tiste investicije, ki smo jih za to leto planirali. Ker konkretno mogoče poveva, katere investicije so tiste? Jaz mislim, da Dol spreminja svojo podobo zelo konkretno z kulturnim domom v večnamenskem objektu na Dolu ter z gasilskim domom bomo pridobili 2 izjemni pridobitvi, predvsem za ljudi. V spodnjem delu Hrastnika smo v bistvu celo leto urejali in dogovarjali vse potrebno za razširitev podvoza na Dirmajerjev hrib. Moram reči, da je to eden težjih infrastrukturnih projektov in da bojo ljudje sigurno pridobili nekaj, kar bi si že dolgo časa zaslužili. Tudi zgornji del Hrastnika počasi pričenjamo z majčkeno preureditvijo. V teh dneh smo začeli z obnovo prve faze tržnice v Hrastniku in jaz mislim, da so to projekti, ki so podlaga za prihodnost. V naslednjem letu bomo od teh večjih infrastrukturnih projektov zaključili vse omenjene, hkrati pa pričeli z enim najpomembnejših za gospodarstvo projektom, to je izgradnjo oziroma pripravo izgradnje nove obrtne cone Hrastnik. To je plato pripravljen za tovarni steklarna in tovarno kemičnih izdelkov. S tem bomo hkrati tudi začeli spodnji del Hrastnika spreminjati podobo. Preseljevanje je bilo eno od glavnih tem tega leta. Naslednje leto bo to preseljevanje zaključeno. In jaz mislim, da je za prihodnost naša naslednja prioriteta poleg gospodarskih površin so stanovanjske površine in seveda iskanje. Moram povedati, da sem vesel, da smo v teh dneh zaključili tudi z vso dokumentacijo, kar se tiče izgradnje doma starejših, da to predamo državi in zdaj je skupaj z državo naša naloga, da zagotovimo sredstva, da v nekem doglednem roku nekaj let zagotovimo sredstva za izgradnjo doma na Leši. Čaka nas v prihodnem letu še kar veliko dela z rudniškimi površinami, ne samo zapiralna dela, tudi prenos teh površin, kot sem že omenil, za gradnjo stanovanj na Resnici, za gradnjo doma starejših na Leši in še nekaj drugih površin. Nas to še čaka, plus seveda na koncu dogovor z državo, kdo bo upravljal monitoring v podzemnih jamah, kako lahko naš rudnik izkoristimo mogoče tudi za turizem. Tako da jaz sem prepričan, da nas čaka eno lepo in bogato leto tudi v naslednjem letu. Tudi otrokom se obeta pridobitev? Ja, drži. Mislim, da je izjemnega pomena za Hrastnik vse, kar delamo v smislu naše prihodnosti. V predvolilnem času smo obljubili, da bomo naredili en osrednji park za igrali za otroke. V prihodnjem letu je to ena od tistih novih investicij, ki bomo planirali. Bo tudi že končana v prihodnjem letu?
Kar se tiče otroškega dela, ja. Kar se tiče pa celotne prenove športno-kulturnega, se pravi parka na Logu, pa bomo morali investicijo žal peljati čez več let, ker država ni najbolj darežljiva, kar se tiče povprečnine. Pridobimo manj sredstev, kot imamo zakonsko nalog, in jaz mislim, da to pa je naslednje leto eden od izzivov, kako državo prepričati, da ne pusti praktično, da se špara na lokalnih okoljih, ker to vpliva na kvaliteto življenja. Vemo pa, da je bil Zasavje, ne bil in je, degradiran čez več let in da moramo poskrbeti za to, da bomo živeli v prijaznem okolju. Tudi v predvolilnem času je bilo več očitkov, da je premalo družbenih dejavnosti, družabnih dogodkov. Se bo to zdaj v drugi polovici mandata spreminjalo počasi? Ja, dejstvo je, da smo nekatere stvari že letos zastavili na novo. Zdaj na decembrski seji pripravljamo tudi spremembo pravilnika za javne prireditve. Jaz mislim, da je potrebno mečkeno tudi potrpežljivosti. Zelo veliko smo delali in še bomo delali v naslednjem letu na komuniciranju, na mogoče združevanju prireditev, pa na večji kvaliteti. Letos smo nekaj novih dogodkov že izvedli ali pa nadgradili stare, kakšnega bomo tudi opustili. In jaz sem prepričan, da bo že naslednje leto še boljše kot letošnje leto, ko smo delali kozmetične popravke. Kaj je glavna točka, glavna investicija, pa mogoče najbolj zahtevna leta 2020? Ja, iz vidika izvedbe je vsekakor Dirmajerjev hrib tisti izziv, ki nam ne pušča manevrskega prostora, ker je praktično nemogoče drugače zastaviti, kot da bojo prebivalci odrezani nekaj tednov od prebivališč, se pravi, ne bojo imeli dostopa z avtomobilom. Z vidika financ in dolgoročne perspektive je sigurno obrtna cona en od velikih projektov. Drugače pa sem prepričan, da ne smemo govoriti samo o infrastrukturnih projektih, ampak tudi o klimi v našem kraju. In tukaj ni samo občina tista, ampak so tudi javni zavodi, ki morajo zadihati mogoče malo drugače. Včasih razmisliti o tem, kaj je dobro in kaj ne, in da ni vse, kar je neka dolgoletna tradicija, že a priori, kar se prenaša naprej, ampak da je treba, ne vem, potegniti črto, reči od teh 30 prireditev je 10 slabih, 20 dobrih in jih nadgraditi in uvediti kakšno novo. Torej lahko pričakujemo predvsem spremembe v javnih zavodih, načinu dela? Jaz bi rekel v vseh pristopih k urejanju prostora. V javnih zavodih ne pričakujemo toliko kadrovskih sprememb, bolj spremembe, da tudi javni zavodi začnejo razmišljati o dodatnih možnostih financiranja. Jaz sem prepričan, da na področju razpisov imamo še veliko možnosti, prav tako si želimo, da bi tudi nekatere dejavnosti, kot je recimo kino, živele bolje, da se v bistvu na kulturnem področju več dogaja, da tudi športno infrastrukturo kdaj komu oddamo, da dobimo kakšen evro noter in da se to potem pozna na kvaliteti samega programa. Ker smo v decembru, seveda ne moremo mimo predprazničnih prireditev dogajanja. Kaj pa je osrednji dogodek Hrastnika konec leta? Jaz mislim, da je naša kvaliteta to, da nimamo srednjega dogodka, ampak da se dogaja praktično od 3. decembra pa do 27. decembra oziroma do 28. decembra, da imamo dogodke, ki so namenjeni tako starejšim kot tudi mlajšim, da bomo letos prvič poskušali imeti po nekaj letih spet eno takšno veselico z domačimi Murni, da smo imeli prvič prižig lučk, da imamo za mlade en koncert elektronske glasbe v organizaciji Šohta, da imamo tudi en mečken drugačen koncert v mladinskem centru Hamo in Tribute to Love, da imamo seveda en kup prireditev za najmlajše, skupaj z včerajšnjim Miklavževanjem, z Božičkom in tako naprej. Pa če se vrneva bolj na osebno raven, kaj pa za vas pomenijo prazniki, kako praznujete, kaj počnete v tem času, predvsem okrog Božiča in novega leta? Ja, zdaj sama funkcija prinaša en kup odgovornosti, tako da prazniki se za mene osebno pričnejo šele 27. decembra in potem si bom privoščil enih 10 dni miru. Jaz mislim, da je to predvsem čas, ko mečkeno se sprostimo
tudi gremo kam izven svojega vsakdanjega okolja in predvsem obiščemo svoje prijatelje. Jaz mislim, da je to in družino seveda, da je to zelo pomembno, ker to naj bi bil čas, ko je človek majčkeno bolj umirjen. Ali župan mogoče tudi kakšno pečico zagreje v času praznikov ali bolj opazuje ostale, ki to počnejo? Župan ni najbolj vešč v vsem, kar se reče pečica. Sicer rad kdaj kaj skuham, da bi pa pekel, pa prav zares ne. Se pa ne branim poizkusiti kakšno slaščico. Novo leto doma, ki je na prostem. Sam nisem najbolj vnet navdušenec nad praznovanjem novega leta v prevelikih gnečih, zato je ponavadi novoletni praznik tisti, ko ga želim preživeti majčkeno bolj manjšem krogu ljudi in ne preveč izpostavljen. Zdaj pa se vrniva še nazaj na občino, rekla sva leto 2020, kaj pa potem 2021-2022? Kaj so še tisti večji projekti, ki nekako ostajajo v predalu, pa so tam, ampak še ne bodo morda drugo leto? Ja, jaz vsekakor, kot sem že omenil, 2021-2022 je predvsem stanovanjski izziv tisti, ki ga moramo rešiti. Želimo si urediti tudi nekatere prometne zadeve, od tega, da je naša velika želja in tudi delamo vse napore v tem, da uredimo cesto čez Dol, da uredimo dve krožišči v Hrastniku, se pravi pri Šparu in pri Tržnici, da zaključimo investicijo pri Tržnici, da najdemo rešitev za postavitev doma starejših, da se začnemo ukvarjati s kulturno tradicijo rudarstva in steklarstva, da poizkušamo tukaj državo prepričati, da je Vila Desepi pomemben korak za prepoznavnost Hrastnika, da skušamo pridobiti vse potrebne pravice za to, da lahko jamo izkoriščamo tudi za potrebe turizma in kulturnih dogodkov. Zelo velik napora bomo v zadnjih 2 letih mandata vložili tudi za urejanje parkovnih površin, se pravi tako parki, kot že omenjeno športno-kulturni center. Pripravili bomo projekte za energetske sanacije manjkajočih objektov, ki jih še imamo nekaj in seveda tisto, kar nekatere prebivalce, predvsem v centru, zanima, posvetili se bomo parkiriščem. Eden od osrednjih projektov, ki mogoče ni zelo konkreten, je pa zelo potreben za vse prebivalce, je odpiranje občinskega prostorskega načrta, kjer želimo v vsakem trenutku vedeti, katere površine so v Hrastniku na voljo za nakup ali najem, to govorimo za gospodarska poslopja in tudi za gradnjo. Želimo imeti to v vsakem primeru pripravljeno, komunalno opremljeno, zato da bomo zanimivi za podjetja in bodoče investitorje. In na drugi strani želimo imeti vedno en prostor za večstanovanjske objekte, za morebitne investitorje na področju gradenj in za hiše. Jaz sem prepričan, da Hrastnik bo zaživel takrat, ko bomo zanimivi, da bojo ljudje postavljali hiše. Na Spodnjem Marnem raste en čudovit naselje in mislim, da bo v prihodnjih letih dobival še dodatne površine in dodatne domove. In jaz mislim, da takšno občino si želimo, ko bojo prišli mladi, ki imajo potencial ali za nakup ali za najem, sem v našo občino živeti. Torej, Hrastnik želi biti pripravljen, da lahko prišljekom ponudi sploh pravzaprav kaj? Hrastnik bo pripravljen, odlično. Obenem se mi je porajalo še eno vprašanje in sicer jama. Nedavno, pravzaprav letos, par mesecev nazaj, je bila ena luštna prireditev ravno v jami. Hrastnik ima morda ravno te težave, da neke takšne dvorance ni. Bi to bila lahko rešitev in na kakšen način vemo, da so zgodbe z SDH, sploh godbeni dom, pa tako težavne. Kaj pa tukaj bi se lahko našla rešitev, da bi Hrastnik dobil nenavadno lokacijo, pa po svoje zelo, zelo čudovito? Ta rešitev se mora najti. Če pogledamo rudnike v zapiranju ali pa zaprte rudnike po Sloveniji, praktično vsi lahko uporabljajo jamo za takšne namene. Mi bomo v teh naslednjih tednih naredili obiske v Idriji, v Mežici in Velenju, kjer so šli čez te procese in jaz sem prepričan, da bomo tukaj rešitev našli. Našli bomo tudi rešitev za obnovo Mlakarjevega stanovanja in za površino pod Mlakarjevim stanovanjem, ki je za občino Hrastnik izjemnega pomena. Jaz sem prepričan, da tukaj z majčkeno volje in sodelovanja vseh akterjev, tukaj imam v mislih tako države kot tudi naših lokalnih poslancev, bomo našli rešitve in da je to tisto, kar moramo v tem mandatu zagotoviti.
Najlepša hvala. Ob tem pa še prilika, da občanom in občankam voščite, zaželite, napihnete na dušo tik pred prazniki, kaj bi jim dejali? Ja, spoštovani občani in občanke, v Hrastniku se dogajajo pozitivne stvari. Všeč mi je, da imamo izjemno motivirane posameznike in posameznice v društvih, v javnih zavodih, ki se trudijo za kvaliteto našega življenja. Prijazno vas vabim, da se udeležite številnih prireditev v tem mesecu. V novem letu pa vam želim, da ostanemo pozitivni in da vsi skupaj pripomoremo k bolj prijetnemu življenju v naši občini. Vsekakor pa veliko zdravja, sreče, miru in veliko kvalitetnega časa z vami, z vašimi najdražjimi. Najlepša hvala, župan, za ta pogovor. Hrastnik bo pripravljen, pravi hrastniški župan, ki želi veliko pozitive. Mi pa prav tako želimo, da pozitivno razmišljate, se imate fino in se vidimo v kratkem. Srečno!